Odštevanje je končano, odpirajo se vrata Evropskega nogometnega prvenstva. Stadioni v Ljubljani, Domžalah, Lendavi in Mariboru so že v UEFA-inih oznakah, igralne površine pa v brezhibnem stanju. In prav Mariborski stadion bo ob otvoritvi zaključnega turnirja najboljših evropskih reprezentanc do 17 let v središču pozornosti. V petek ob 20:15 čaka naše upe v Ljudskem vrtu prva preizkušnja in že za uvod z Nizozemci, branilci naslova z lanskega Eura v Srbiji. Fantje so zaključni del vadbe opravili v pripravljalni bazi pod vznožjem Pohorja, kjer je imel strokovni štab nehvaležno nalogo skrčiti seznam na 18 imen. Udeleženci revije najboljših mladih nogometašev stare celine bodo tako: vratarja Gregor Zabret Domžale in Zoki Cvetković Koper, branilci Simon Hvastija Bravo, Emir Davtović, Damjan Vuklišević oba Maribor, Dino Paljušić Zagreb in Tilen Klemenčič Triglav, vezisti Sven Dodlek, Petar Stojanović, Danijel Vujčić in Dino Hotić vsi Maribor, Domen Črnigoj Koper, Bine Kavčič Hit Gorica in Domen Rupnik Interblok, ter napadalci Bjan Paul Šauperl, Luka Zahović oba Maribor, Max Barišić Koper in Roy Rudonja Sheffield Wednesday. Na skupni novinarski konferenci pred začetkom tekmovanja v Mariboru so načrte razkrili selektorji vseh 4 reprezentanc v skupini B. V polfinale napredujeta 2 ekipi, naše želje niso skrite. Selektor Miloš Kostić v napovedniku turnirja poudarja: Mi spoštujemo vsakega nasprotnika, gre za res eminentne nogometne države, za katere ni potrebno izgubljati besed, ampak mi smo dobro pripravljeni na vsakega nasprotnika, se pripravljamo tekmo po tekmo, tako da zdaj je v naših glavah samo tekma proti Nizozemcem in bomo poskušali pridno na vsaki tekmi zbirati točke in če bo to dovolj na koncu, ko bomo sešteli za pot v Ljubljano, bomo seveda zelo zadovoljni. Odziv v predprodaji kaže, da bodo imeli v boju za uresničitev cilja mladi slovenski nogometaši veliko podporo s tribun. Številne vstopnice že imajo lastniki. Tudi organizirani prihodi šolarjev in članov nogometnih šol napovedujejo prijeten petkov večer v Ljudskem vrtu. Igranje na domačih tleh bo dalo prvenstvu dodatno dimenzijo. Fantje se sicer zavedajo, da igrajo doma in da bodo stadioni polni pred številnim občinstvom, vendar smo se poskušali umiriti tako mi kot sami igralci, da ne bi prenesli velikega bremena si na svoja pleča in da bo to tisti dodatni motiv, ne pa dodatna obremenitev in verjamem, da bomo to obrnili sebi v prid, da to ne bo obremenilno za same fante na igrišču. Vloga gostitelja postavlja Slovenijo v drugačen položaj. Uvrščeni smo neposredno, vendar čakamo na začetni sodniški žvižg brez vmesne uradne preizkušnje. Za razliko od mojih kolegov smo mi imeli malo več časa, zato ker nismo igrali kvalifikacijskih turnirjev, kar je mogoče lahko tudi dvorezen meč, kajti vemo, čeprav se oni niso mogli direktno pripravljati na svoje bodoče nasprotnike na Evropskem prvenstvu v skupini, so njihove reprezentance odigrale 6 zelo močnih tekem, kjer prav gotovo se izoblikuje neka določena igra in nek določen sistem. In če so prišli na Evropsko prvenstvo, to se pravi, da igrajo kvalitetno, gre za kvalitetne ekipe in tudi skozi to se ekipa razvija, ekipa raste. Mi smo imeli na voljo po žrebu samem, smo bili vse skupaj približno 14 dni pred samim zaključnim turnirjem in jaz verjamem, da smo v tem času tudi mi se pripravili in organizirali tako, da bomo lahko na naši prvi tekmi in pa tudi potem vseh naslednjih pokazali svoje znanje. Prvi korak torej sledi v petek ob 20:15 proti vrstnikom z Nizozemske, dežele, v kateri nikdar ne zmanjka nogometnih talentov in ima znova odlično reprezentanco. Vstopnice po ceni 4 evre za odrasle in 2 evra za otroke do 14. leta bodo pred tekmo na voljo tudi na blagajnah pred stadionom, ki se odprejo ob 19:15. Nizozemci gojijo že skozi svojo zgodovino zelo napadalen nogomet, odlikuje jih predvsem igra po njihovih krilnih položajih in tudi ta reprezentanca ima kar nekaj odličnih posameznikov in ne odstopajo od svoje neke standardne igre.
Seveda smo se pripravili tudi na njihovo igro, pripravili smo se na način, na katerega igrajo, vendar moramo se zavedati, da sama tekma in same situacije, ki se dogajajo na igrišču, niso predvidljive, zato verjamem, da bo tekma zanimiva, ampak vidimo neke svoje priložnosti, čeprav gre za zelo kvalitetno reprezentanco, kot pravim, in upam, da smo sposobni se jim postaviti po robu in iztržati ugoden rezultat.